lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom in znova je tema manifestacija. Letošnji avgust je neverjetno ugoden za manifestiranje, zato da vzamemo moč nazaj v svoje roke, da postanemo znova, da si tisti, ki imate mogoče občutek, da ste nekoliko zaspali, skrenili s poti, da postanemo znova gospodar svojega življenja. Da smo mi tisti, ki odločamo, mi tisti, ki izbiramo in mi tisti, ki smo proaktivni. September nam prinaša drugačne energije, veliko zdravilne, energije preobrazbe, transformacije, tudi nostalgije, tudi preteklosti, tudi zaključkov. Oktober nam bo dal vetra, no, o oktobru bomo govorili oktobra. Torej, dragi moji, ne glede na to, kdaj spremljate tole oddajo, tile nasveti vam bodo prišli prav venomer, kajti osredotočili se bomo na vaš rojstni datum, se pravi na število življenjske poti, kar je pravzaprav seštevek vašega rojstnega datuma, kje so pasti, ki ga včasih polomite in kako kar najlažje dosegati svoje cilje. In jaz predlagam, da kar začnemo. Drage moje enke, ste osebe napredka, ste osebe, ki iščete nove poti, nekaj novega, načeloma niste zapečkari. Kje se lahko zdaj tukaj nahaja past, mi boste rekli, to pa jaz zveni tako fajn. Včasih ste malo prehitre. Včasih pravzaprav to, kar manjka pri vaši manifestaciji, je jasna definicija. Se pravi, ne samo nova služba ali napredovanje v službi, ampak čim bolj jasen opis, kaj zdaj to pomeni. Kakšen bo delovni čas, kakšni so delovni pogoji, kaj se od vas pričakuje, koliko odgovornosti zdaj to za vas pomeni. Kakšne so pozitivne in mogoče negativne spremembe. Se pravi, čim bolj jasno opisati svoje cilje, čim bolj natančno, pa ne potem se preveč, dragi moji, obešati na čisto vsako podrobnost. Velikokrat se vam namreč zgodi, da vidite vsako vejo pa listek, drevo pa gozd mogoče malo slabše, se pravi, včasih je potrebno pogledati celotno sliko. In ta del mogoče vam včasih malo uide, kajti enkice, veste, pionirji, vi ste kot kavboj, ki gre raziskovati divjino, se pravi, še ena past, ki se lahko pojavi, je tudi neočakanost. Torej, za vas je zelo pomembno, da se stvari lotevate 1., 10., lahko tudi 11. v mesecu. To je čas, ko vas energije maksimalno podpirajo in absolutno z jasnim, natančno in umirjeno oblikovanim načrtom, cilji, odločitvami, se pravi, naj se vam ne mudi, jaz verjamem, da imate ogromno energije, enke ste tiste, ki potiskate svet naprej, absolutno, kot sem prej rekla, energija pionirstva, ampak naj se ji pridruži malo potrpežljivosti. Drage moje dvojke, za vas bo veljalo obratno. Torej, drage moje dvojke, velikokrat postavljate druge na prvo mesto. Velikokrat vas zelo skrbi, kaj bodo drugi rekli. Velikokrat najprej poskrbite za druge in ravno tu leži ta past. Po eni strani razumete obe plati zgodbe in se včasih vmes tudi malo zgubite. Se pravi, ni vedno ključnega pomena, bomo tako rekli, ugajati vsem. Najti srednjo pot. Ključnega pomena je, ljube moje dvojke, da ste ve prepričane v sebe, da veste, česa si želite in zakaj. Ne glede na to, kaj za vraga bo kdo drug rekel. Ne glede na to, kaj bodo starši rekli, partnerka rekla, sosedje rekli, Bog si ga vedi, kdo še vse. Torej, drage moje dvojke, vas zelo podpira 11. v mesecu. Tudi 22., ampak malo bolj 11. Pomembno pa je, da vi sami sebe podpirate. Pomembno pa je, da imate vi sami sebi redne pogovori, česa si želite. Na kakšen način si to želite, brez da bi na vas vplivalo tuje mnenje, brez da bi bile preveč potrpežljive, drage moje dvojke, ne bodite vedno na drugem mestu. Veste, koliko lepega lahko naredite za svojo okolico, če imate za to možnosti, če imate za to resurse, če imate za to, bom rekla, kapaciteto. Malo hecna beseda, ampak drage moje dvojke, nič slabega ni v tem, da sebe sem ter tja postavite na enakovredno mesto, jaz temu rečem, niti ne na prvo. Zelo pomembno je, da se učite sprejemati, zelo pomembno je, da izražate svoje mnenje, tudi kadar se okolica z vami ne strinja, kajti pravzaprav ste unikat in prav je, da sebe živite na najbolj unikaten način možno.
In popolnoma isto velja tudi za trojkice. Drage trojke, če ima kdo bujno domišljijo, ste to ve. Drage moje trojke, ve boste našle pot tam, kjer je ni. Jaz se rada pošalim tiste osebe, ki imajo zelo močno izraženo trojko v svojih izračunih, so osebe, ki ne vidijo lučko na koncu tunela. Kje pa, to je dolg cajt. Oni vidijo lajčev na koncu tunela, oni vidijo Las Vegas na koncu tunela. Se pravi, negujte to. Negujte svojo izvirnost, negujte svoje prepričanje v lepši jutri. Tukaj leži pas za trojke. Včasih malo pozabite verjeti. Včasih vaša domišljija, namesto da bi ustvarila čudeže v plus, začne ustvarjati dramo v minus. To se nam vsem zgodi, ampak drage trojke, imate čudovit dar ustvarjalnosti, kreativnosti, umetnosti, estetike. Ne ga zapravljati za to, da oprezate, kaj je narobe, kaj vam ni uspelo, zakaj vam ni uspelo. Uporabite ta prečudovit dar, ta talent, za to, da slikate tisto, kar ne obstaja. Zato ste se rodile trojke. Ne zato, da boste vsem drugim podobne. Kje pa, ve pa res ne. 3. v mesecu, tudi 11. v mesecu in 12. v mesecu vas podpirajo v vseh odločitvah za korak naprej, za nekaj novega, za nekaj nenavadnega. Najbolj pomembno pa je seveda, da ve same sebe fokusirate vedno znova v svoje pozitivi, da se vedno znova poglihate nazaj v optimizem, tudi v trenutkih, ki so mogoče zelo temni, zelo deževni, tudi ko se zdi, da tiste lučke na koncu tunela ni. Takrat je najbolj pomembno, da ta vaš dar pride do izraza. Takrat je najbolj pomembno, da imate sebe rade, drage moje trojke, in da ustvarite v svoji bujni domišljiji nekaj totalno odpičenega. Drage moje štirice, veste osebe rutine, veste osebe, ki imate radi počasen, stabilen, konkreten, dolgoročen napredek. Zelo je odvisno tudi od vaših ostalih številk, bomo zdaj rekli, v osebnih izračunih, mogoče vseeno, če imate 5, 3, temu ni vedno tako, ampak običajno, preden pa kukate ven iz svoje cone udobja, vas je treba malo potisniti. In tukaj leži past. Se pravi, najdite način, da se počutite varne v svojem okolju, v svojem telesu, v odnosih, v vsem. In potem, ko bi šli tako, veste, malo gremo včasih čez trgovino, pa malo pošpegamo kakšne stvari, ki nas minimalno ne zanimajo, katere ne bi nikoli kupili, ko v bistvu mogoče nas je kakšen prijatelj ali prijateljica zvlekla s sabo in nam je zdaj grozljivo, ko moramo taki zadnji hoditi in gledati stvari, ko se nam tako what? Kaj, če bi mogoče tako poskusili, drage moje štirke? Kajti past za vas leži v temu, da si postavljate prenizke cilje, da mogoče prehitro padete v to, saj bo, saj je že stoletja tako, že vsa leta je tako, zakaj bi zdaj nekaj spreminjal oziroma spreminjala, če je tako tudi kar v redu. Se pravi, iz teh navad ven, dajte se navaditi, saj sem ter tja, biti raziskovalec življenja, biti radovedni, se ukvarjati in brati in spoznavati stvari, ki vam niso podobne. Ljudi, ki so od vas zelo različni. Situacije, ki so za vas morda celo malo škakljive, bomo rekli. Torej, raziskujte sebe, raziskujte življenje. Izjemno vas podpira datum 22. tudi 11. Takrat se lotevajte novih stvari, predvsem pa se vedno znova opominjajte. Življenje je treba doživeti na polno, probati stvari, ko včasih tudi pobiksati, zato da se potem lahko kasneje čez nekaj let temu tudi celo smejimo. Doživite, ne samo preživite. Drage moje petke, ste bitja spontanosti, strasti, trenutka, raziskovanja, tudi prepovedanega. Torej, za vas je pravzaprav to lahko past. Mogoče včasih ne vztrajate predolgo, mogoče vam pozornost prehitro preusmerijo druge misli, dogodki, osebe, situacije. Mogoče podobno kot enki niste dovolj natančne v temu, kaj bi želele, se pravi, da ne posvetite dovolj časa detajlom, podrobnostim, natančnosti in pa predvsem velik izziv za petke v življenju je vztrajati tam, kjer jim nekaj ni prav. Se pravi, če gremo zdaj v fitness in začnemo kvihtati, je velika verjetnost, da bomo imeli muskelfiber, včasih je treba čez ta muskelfiber preprosto zgrist. Tako da, drage moje petke, takrat, kadar želite zabrisati puško v koruzo, se spomnite,
da vse na tem svetu zahteva nek svoj čas. In jaz vem, da zakon privlačnosti pravi takole, veste, se fundamentalno ne strinjam, še vsak dojenček je rabil 9 mesecev, če tukaj še milimeter manj ali milimeter več, da je prišel na svet. Še noben dojenček ni prišel na svet takole. Toda, dragi moji, mogoče pa to, kar želite vi ustvariti, je zelo dragoceno in zelo pomembno tudi za vesolje. In zato vesolje ne želi tega narediti takole, na hitro pa na pol, tako kot tudi človeško bitje ni narejeno na hitro pa na pol. Tako da, drage moje petke, obnašajte se do svojih ciljev, obnašajte se do svojih želja, sanj, kot do največje dragocenosti, kar pomeni, da bodite tudi nekoliko bolj natančni, umirjeni, bom rekla pa tudi potrpežljivi. Mogoče je bolj pomembno, da si postavite 2-3 cilja in se tega držite, kot da jih imate 15, to boste same presodile, predvsem pa, da se gibate v tej radosti. Drage moje šestke, šestke moje, tako zelo bi rade osrečile cel svet, tako zelo bi rade materinsko poskrbele za vse ljudi, ki jih imate rade, za vse tiste ljudi, ki so v stiski, ki z njimi nekaj narobe. Tako da, drage moje šestke, kje na tem svojem seznamu ste pa vi? Na katerem mestu? A sploh ste? Velikokrat je ravno to past, v katero se šestice ujamete, da ste tako zelo skrbne, ljubeče, romantične, potrpežljive do drugih, da pozabite sebe umestiti na seznam želja. Se pravi, jaz venomer poudarjam, ne gre za to, da postavite sebe na prvo mesto, to dela ego, na enakovredno mesto se postavite. Na enakovredno mesto. Bitju, ki ga imate najraje na svetu, za kogar bi naredile vse, žrtvovale vse, se pravi, prav nič manj niste vredne. To je velikokrat past, v katero se ujamete šestice. Drage šestice, 3., 6. in pa 11. v mesecu so tisti, datumi, ki vas najbolj podpirajo v manifestaciji. Ne pa pozabiti v vsako to željo, vsak cilj vplesti prah čarobnosti. Če zna kdo potresti dobesedno čarobni prah na vsak dogodek, na vsako praznovanje rojstnega dneva, ste to vi. Zdaj pa točno ta prah posujte po sebi, po svoji knjigi želja, po svoji knjigi sanj, po svojem lastnem življenju. Tako kot znate čudovito postreči drugo osebo, ji ugoditi, jo osrečiti, dodajte sebe na ta seznam. Dodajte sebe aktivno in proaktivno na ta seznam, kar pomeni, da se boste velikokrat vprašali, česa si vi želite in na kakšen način. Tako da, drage moje šestke, pri vas je pač resnično izziv zdrava ljubezen do sebe. Drage moje sedmice, moje ljube, natančne, perfekcionistične sedmice, le kje bi lahko ležala past za past? Naj pomislim. Drage moje sedmice, ne rabite biti najbolj študirane, najbolj pametne, najbolj sposobne, najboljše v ničemer, da bi si zaslužile najboljše v življenju. Dajmo tole mogoče kar vsi ponotranjiti, velikokrat se vsi v to past ujamemo. Se pravi, ne rabite dokazovati svoje vrednosti. Ne rabite vsega vedeti. In takrat, kadar se vam nekaj ne posreči, ne sebe kritizirati, ne si govoriti, koliko si pa stara, to bi mogla že vedeti, to bi pa mogla drugače, to bi pa mogla tako ali moral tako. Ta moral oziroma morala naj gre ven iz vašega besednjaka. Kaj vse bi morali in zakaj vse včasih podrečemo, hvala Bogu, da nisem. Torej, drage moje sedmice, prvi korak je, da ste nežne do sebe. Jaz verjamem, da znate vi čudovito definirati, česa si želite, kakšne cilje imate in ste mogoče tukaj celo prezahtevne do sebe, namesto da bi bile zahtevne do vesolja. In bom tukaj rekla, vpletite občutek čarobnosti in veselja. Naj ne bo to le projekt, naj ne bo to le obveznost, naj bo to dogodivščina, naj bo to nekaj posebnega, naj bo to nekaj, česar se veselite, na čemur delate in kar predvsem sprejemate tudi takrat, kadar se vam zdi, da niste najboljši, tudi takrat, kadar imate občutek, da si ne zaslužite, tudi takrat, kadar si morda želite potrditev, pohvalo, prepoznavnost za vse vaše sposobnosti. Drage moje sedemke, brihtne ste kot strela.
zdaj pa imejte še same sebe rade z isto intenzivnostjo, pa boste videli, kako se bo življenje spremenilo. Drage osmice, pa vi bi mogli biti mojstri manifestiranja, tako da po mojem nobena osmica tega zdaj ne gleda. Hecam se. Za osmice velja, da kadar imajo finančne težave, kadar imajo izzive na področju manifestiranja, da pravzaprav gre za izziv lastne vrednosti. Veste, da jaz tega izraza ne maram, jaz sem ga spremenila v lastno dragocenost. Torej, drage osmice, ste sposobne, ste podjetne, ste od hudiča, ampak tako na ful dober način. Se pravi, ne biti pretirano kritične do sebe, kadar niste na najbolj vodilni, pametni poziciji. Vsi v življenju imamo ups and downs, življenje gre gor pa dol za vse nas, se pravi tudi za vas. To pa ne pomeni, da ste nesposobne, to ne pomeni, da ste doživeli poraz. In pravzaprav tukaj je past, v katero velikokrat padejo osmice, kajti ko se jim nekaj ne posreči, ko jim nekaj ne uspe, ko vložijo veliko truda in svojega znanja v določen projekt, odnos, situacijo, službo, šolo, obleko, to potem doživijo kot poraz. Kaj pa še? Pokažite mi enega človeka v zgodovini človeštva, kateremu je vedno vse uspelo. Bom počakala. Niste najdli, ne? Drage moje osmice, zakaj bi moglo pa vam vedno uspeti? Torej, 8., 18. in 11. v mesecu vas podpirajo v temu, da se odločite za določene pomembne korake, za spremembo, za korak naprej. Predvsem pa v prav vse, kar počnete, vzemite s seboj svojo samozavest brez samodestruktivnosti. Če vam nekaj ne gre dovolj hitro, če nekaj menite, da bi moglo iti bolje, se naučite reči, pa kaj? Dokler gre, je super. Torej, drage moje osmice, malo bolj nežne do sebe pa le bodite. In še število življenjske poti 9. Drage devetke, vi bi mogli biti mojstrice sprejemanja, mojstrice sočutja, humanitarizma. Velikokrat potem gledamo na svet z očmi ranjenega srca, in se nam zdi, tam je vojna, tam je to, tam je lakota, jaz bi pa neke nove čevlje. Velikokrat se lahko ujamete v ta lup, da koliko ljudi na svetu trpi, vi pa imate tukaj neke modne muhe. Torej, jaz mislim, da smo se rodili tam, ker smo se rodili z namenom, in če imamo možnost pomagati, da je prav, da pomagamo v prav vsaki situaciji, pa naj gre za vojno na drugem koncu sveta ali za ranjenega kužija, ki ga srečamo, na sprehodu, naj pa ne bo cena za to vi. Drage moje devetke, učite se sprejemati, učite se razlikovati seme od plevela. Velikokrat zato so v vaši bližini osebe, ki vedno od vas nekaj pričakujejo, vedno zahtevajo, vedno so nekako na prvem mestu, kjer imate mehko srce. Spravi, to je past, v katero se lahko ujamete. Manifestirajte dobro za svet in manifestirajte dobro zase. Datumi, ki vas podpirajo, so 18., 9. in 11. Se pravi, takrat se lotevajte novih stvari, takrat se lotevajte ritualov manifestiranja, takrat se lotevajte zapisovanja novih ciljev. Predvsem pa naj bo poudarek na temu, da to sprejemate. Ne, da to ustvarjate, ne, da to kličete, ampak da to sprejemate. Energijsko ste izjemno močne devetke in včasih lahko najboljše napisan spisek želja, najboljši narejen vision board, potem povozite s kakšno zelo energijsko močno ranjeno misel. Se pravi, prvi korak je, da imate sebe rade, drugi korak je, da za sebe sprejemate in tretji korak je, da darujete potem naprej svetu. Dragi moji, jaz upam, da je tale pregled nam pomagal prepoznati, kje mogoče sami sebi mečemo polena pred noge. Verjamem, da smo se marsikje našli v marsikaterem opisu. Še enkrat nas bom spomnila, 5 osebnih numeroloških števil imamo. Seveda ni samo rojstni dan tisti, ki je ključen, zato se verjetno najdete tudi v ostalih. Če mislite, da bi komu pomagala ta oddaja, bom zelo vesela, če jo posredujete naprej. Kaj vam moram še povedati? Še vedno pa je moj rojstnodnevni mesec, kar pomeni, da osnovna osebna numerološka analiza je še vedno znižena za 50%. Ja,
Počasna sem kapavš, veste, te analize niso kratke, želim se res vsakemu izmed vas posvetiti, poglobiti, se pravi, ne gre čez noč, ne gre na hiter, ker to pa je nekaj, kar želim jaz ustvariti za vas, z vso ljubeznijo, z vsem znanjem, z vsem, kar jaz sem. Tako da prosim potrpežljivost tiste, ki ste že naročili in tiste, ki še boste naročili. Tako da jaz se poslavljam in grem naprej delati analize.